moje izhodišče, zakaj sem danes tukaj, je sega že v moje otroštvo. Mami mi je povedala, da smo se kaj igrali otroci, pa so eni rekli, da bodo gradbinci, pa da ne bojo bager vozili, pa ne vem kaj, pa sem jaz govoril, da bom predsednik. Ne vem, po čem sem to prevzel, ampak očitno mi je bilo takrat nekaj všeč. Odpravil sem se, ko sem se lahko odločil za študij na študij politologije. Res me je ta tema zmeraj zanimala. Končal sem politologijo v smer mednarodnih odnosov. Tema diplomske naloge je bila konsociativna demokracija Bosne in Hercegovine. Preučeval sem enega teoretika politologije Arenda Liebharta in sem se ukvarjal s to strukturo, ki je ratala po Daytonskemu sporazumu. Kmalu po diplomi sem upisal tudi magistersko študij, spet politologije, tokrat ameriške študije. In imel sem relativno srečo, da je moj mentor ravno tisti čas bil nekaj časa v Ameriki in se je vrnil za povsem novo znanstveno literaturo na področju vpliva farmacevtske industrije na politiko Združenih držav Amerike. In to je bila tema moje magistrske naloge. Rekel mi je mentor, da pokaj me pozna, da je zagotovo to nekaj, kar me bo zanimalo. To je bila takrat v letih 2007 do 2009 so prvič, da je znanstvena literatura začela o tem pisati pa strokovna. In v bistvu so že takrat pokazali, da je v Ameriki tako imenovani orožarski lobby postal že del sistema in da je največji lobby, ki obstaja takrat v tistem času že v Washingtonu bil prepoznan in dokazan z vsemi številkami tako imenovani farmacevtski lobby. Takrat si nisem mislil, da mi bo ta tema, ki mi je bila sicer v užitek v pisanje, kdaj koristila tudi kasneje, na ta način, kot mi je v zadnjih letih. Poklicna pot me je peljala najprej že med študijem, imel sem srečo, oče je imel zasebno podjetje, zelo kmalu sem se srečal s podjetništvom. Že pri 18 letih sem sam bil sposoben na trgu pridobiti posel, ga peljati, ga zaključiti, služiti. Že pri 18 sem si lahko privoščil osebni avtomobil, pa še zmeraj ves čas naprej študiral. Ne glede na to, da sem imel priložnost, da bi lahko prevzel kot družinsko podjetje, ne vem, mogoče sem naredil napako, ampak mene je ves čas vlekel, mene zmeraj me zanimal javni sektor. Ne glede na to, kakšen uspeh ali pa karkoli bi lahko naredil v tem zasebnem sektorju, koliko bi lahko zaslužil. Nikoli me to sploh ni bilo nekaj, kar bi me zanimalo, zmeraj me je zanimalo nekaj udejanjati, nekaj spremeniti, nekaj delati, nekaj za neko obče širše dobro, za nekaj pač tazga narediti, da lahko pride do neke korenitne spremembe. V javnem sektorju sem bil najdalj časa zaposlen kot vodja odnosov z javnostmi na Mestni občini Ljubljana med leti 2001 in 2007. Potem se mi je zdelo, da v Sloveniji nimam več izziva. Šel sem za 4 leta delati v Beograd, lepa, prijazna izkušnja. Ko sem se vrnil, sem bil nekaj časa tudi generalni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tam sem bil predsednik medresorske komisije za slovenske inštitucije na Dunaju. Skoraj več kot 1 leto smo proučevali, kako in kam izginjajo slovenska davkoplačevalska sredstva v teh inštitucijah. In en teden preden bi takratni minister to mogel predstaviti na seji vlade, je, ne boste verjeli, padla vlada. Kot že mnogokrat do sedaj. Zatem naslednja poklicna izkušnja, ki jo je že Apolonija malo omenila, povabljen sem bil v eno, spet čist izven mojega konteksta, eno tujo gradbeno podjetje si je zadalo, da bi sodelovalo na mednarodnem razpisu v Sloveniji za gradnjo tunela Karavanke. In ko sem zvedel za njihove reference, ko sem zvedel, kakšno ceno ponujajo in na kakšna realna tla oziroma na kakšna ozadja so prileteli v Sloveniji v primeru tako imenovane domače gradbene mafije, sem vedel, da želim tukaj sodelovati in da želimo to razbiti. Po več kot 3 letih dela smo s tem sicer uspeli. Imeli smo vsi tisti, ki smo se pri tem izpostavili in poklicne in finančne
Posledice dobesedno izbrisali so nas iz kjerkoli, kjer so lahko, kajti, kot veste, tisti, ki so del slovenske gradbene mafije, imajo v rokah tudi slovenske medije, da ta izkušnja mi je zelo jasno pokazala, kakšna so dejanska poslovna ozadja ali pa ta ozadja, kjer se dejansko vlečejo neke niti. Že leta 2017 smo se začeli pogovarjati o ustanovitvi stranke. 2016 sem je prvič rodila relativno pozno, v mojih relativno starejših letih hčerka, pred 2 leti še sin, in takrat sem videl, da vse tiste zgodbe, ki smo jih prej poslušali o problemih staršev pri pediatrih, ker se mi je zdelo, da očitno je nek problem, nikoli si pa nisem mislil, dokler nisem s svojim otrokom bil pri pediatru, da je možno, da te nekdo tako razvrednoti kot človeka in te začne dobesedno se nate dreti in zahtevati, da bo nekaj naredil tvojemu otroku v tvoji vedosti. In takrat sem šele dojel, kako globok je ta problem, kako dejansko daleč smo prišli v družbi. Pri registraciji oziroma nastopu stranke na volitvah smo bili tako, ker v mnogih stvareh 3 ali pa 4 leta prekmalu. Očitno smo takrat nekaj zasadili, da smo pol ugotovili, da stranka ni bila prava pot, da smo se sestavili gibanje, da smo ugotovili, da ne moramo na način strankokracije karkoli več zagovarjati, da smo prišli do ideje o nestrankarski listi, da smo dobili 77 kandidatov in kandidatov, od tega 33 žensk in 44 moških, predvsem pa, da smo dobili 12.500 podpisov in da lahko prvič v zgodovini Slovenije delamo nekaj, kar lahko nekaj pomeni. Verjamem, da nam bo uspelo, zato ker za to, da nam uspe, ne potrebujemo kapitala. In to se dajmo res vsi zavedati. Mi nismo odvisni ne od javnomnenjskih raziskav, ne od medijskih poročanj, ne od oglaševanja. To rabijo tisti, ki nimajo vsebine, ki ne delajo na terenu in ki nimajo česa pokazati. Mi teh 3 problemov nimamo. In dajmo se tega zavedati, vsak dan bodimo ponosni, da smo del te zgodbe in kar imamo za dobiti, bomo dobili. To ne rabimo.